Drage gledalke in gledalci, z menoj je Viktor Žakelj, sva v kraju Žiri, kjer živi, nekdanji ekonomist, politik in publicist. Med drugim je bil v letih 1982 do 1986 namestnik predsednika Republiškega komiteja za družbeno planiranje. Nato do leta 1980 svetovalec predsedstva Socialistične republike Slovenije za družbeno-ekonomske odnose, v letih 1988 do 1990 pa podpredsednik za družbeno-ekonomske odnose Socialistične zveze delovnega ljudstva ali krajše SZDL Slovenije. Bil je tudi vodstvo Zvezne konference SZDL Jugoslavije. Leta 1990 je bil izvoljen v družbeno-politični zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije. Njegova kariera v večstrankarskem sistemu se je začela z ustanovitvijo Socialistične stranke Slovenije leta 1990. Postal je njen prvi in edini predsednik. Socialistična stranka je tudi predlagala plebiscit o samostojnosti Slovenije. Leta 1994 je bil med ustanovitelji stranke Liberalne demokracije Slovenije, LDS, in njen podpredsednik. Njegova najvišja politična funkcija je bila mesto podpredsednika vlade Republike Slovenije leta 1992. Bil je tudi predsednik Prešernovega sklada, številnih nadzornih svetov in Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar. Viktor, lepo pozdravljeni. Bože, enako. Ja. Konec 80 let prejšnjega stoletja, se pravi v obdobju še Socialistične federativne republike Jugoslavije, si bil na visokih funkcijah v Socialistični zvezi delovnega ljudstva, krajše rečeno SZDL. Zdravstveno stanje Jugoslavije je bilo približno tako, kot Titova zdravstvena agonija v kliničnem centru v Ljubljani leta 1980, se pravi zelo slabo. Kakšen je bil takrat odnos med SZDL in Zvezo komunistov? Ja, mislim, da smo bili mi zelo različni. Torej, partija je izgubljala menjavo, ni imela več ljudi, ni imela več baze, mi pa smo tedaj vendarle še imeli ljudi in bazo in zato smo seveda bili trd sobesednik Zveze komunistov Slovenije. Predvsem se je to odrazilo v razgovorih med menoj in Kučanom in med Smoletom in celotno partijo. Tako da smo mi pravzaprav tedaj igrali eno dovolj pomembno vlogo v Sloveniji, kar je pa motilo tako prenovitelje kot Demos. To je nakratko vse. Pa je takrat, kot si rekel, Jože Smole, ki je bil predsednik SZDL, dejal, da je SZDL dosti močnejša kot partija. Ja, jaz mislim, da je bila. Mi smo objektivno imeli pod seboj teren, hodili smo okrog, Jože je bil zelo elokventen, zelo sposoben govornik in je bil tudi pravzaprav velik glasnik Socialistične zveze in tudi socializma kot družbeno-političnega sistema. On je po moji sodbi to nosil s seboj, glede na to, da je bil to sin znane advokatske družine Smoletov. In je on pravzaprav že čisto kot mlad fant bil v takratnih borcih, torej v vojni, medmeden je bil predsednik mladine partizanov. In tako je on pravzaprav bil dejansko v vodstvu narodno-osvobodilne borbe, hkrati pa je bil mlad fant, ki ni doživel velikega zaupanja takratnega vodstva borcev, tako da je on pravzaprav prišel 45 leta, so ga določili za veleposlanika mislim, da v Grčiji, pri čemer je Jože tedaj malo znal latinščine, glede na to, da je hodil klasično gimnazijo, pa mislim, da je še en jezik malce govoril, drugače pa nič je šel, pravzaprav brez znanja jezika
v Grčijo, ampak ker je bil zelo nadarjen, zelo učljiv, je hitro osvojil angleščino in potem je se z angleščino ukvarjal vse življenje. No, ampak ali iz tega razloga, ker se je SZDL počutila močnejšo, ni prišlo do združitve med Zvezo komunistov in SZDL? Kako je bilo s tem? Jaz mislim, da torej, če sem bil jaz eden od teh, moram reči, da nisem nikoli imel nobene funkcije v partiji. Partija je mene vedno razumela kot nekaj posebnega, tako da nikoli o tem ni bilo govora, da bi se mi združili. Res je pa, da so nekateri, zlasti v Zvezi komunistov, želeli to združiti, kar združiti, da bi bilo, in ker se mi nismo nikoli dali, smo bili tudi to zadevno nepotrebni, nezaželeni. Tako da mislim, da bi se to združilo, ne rečem, da ni v nekaterih živeli, ampak ni imelo nobene možnosti, da bi do tega prišlo. Sodeloval si tudi s Francetom Pompitom, ki je bil v letih 1984 do 1980 predsednik predsedstva Socialistične republike Slovenije. Baje si mu pisal tudi govore. Si mu morda potaknil tudi kdaj kakšno misel, ki mu ni bila všeč? Kako je bilo s tem? Moram reči, da mnenje o Pompitu so napačna. Mene se je želel, glede na to, da sem jaz hodil razlagati v predsedstvu odnose v Jugoslaviji, kakšni odnosi so. In France Pompit si je zaželel za svetovalca takrat mene. In jaz se branil sem še njegovo predsedniku dopovedoval, da nisem jaz pravi, nisem partijski kader, imam svoje poglede in jaz ne bom v ničemer spremenil. Pa me je poklical Popit, sem mu spet povedal, tovariš predsednik, jaz nisem to pravi za te stvari. Na koncu je rekel, ti je k meni prišel. In sem jaz prišel k njemu in sem mu povedal, predsednik, jaz imam svoje poglede in jih bom vedno svoje zagovarjal, pisal. Jaz vam bom napisal, na vas je pa, da to sprejmete ali zavrnete. In tako sem jaz pravzaprav pisal vse nastope, ki jih je imel Popit. In seveda te so bili pač moji, in nekatere je to razburjalo. Zlasti tedaj, ko je pisal o sodstvu. Enkrat so imeli posvet v Kopru ali Portorožu in je predsednik imel nek nastop, jaz sem mu napisal moj pogled na ta pravna vprašanja in to je takrat zelo odmevalo. Tako da mene so vedno šteli kot enega svojskega pisca, ki izkorišča Popita, da plasira svoje ideje. Ampak jaz nikoli nisem mislil, da to počnem. Jaz sem pisal Popitu govore, rekel sem mu, jaz sem vas strokovni sodelavec, človek, ki mora strokovno govoriti in jaz vam bom vedno to povedal, kar mislim. Na vas je pa, da to odgovorite. In on je bil nekorekten. Se spomnim, enkrat je prišel to popravi, jaz sem rekel, predsednik, tega ne bom popravil in je šel. In je prišel, če boš popravil, ne bom. No in potem, če se je pa prišel, jaz bom kar prebral. France je bil neverjetno, bi rekel, odprt, razgledan, bister človek, tako da pa pošten. Tako da on ni nikoli, bi rekel, nekaj slabe govoril, recimo o meni, o sodelavcih. Bil je pa kritičen, takrat smo bili nekako v sporu z prenovitelji, izkušenjem, tam so pa bile vedno neke trzavice, ker Popit se ni dal. Kaj so bile te glavne trzavice, kot praviš? Mi, v bistvu je bilo tako, mi smo bili samostojni del oblasti. Mi nismo bili
Mi smo hoteli biti neko transmisijo, enostavno. In smo vizavi partije imeli distanco. Vse, kar je partija sprejela, smo mi prediskutirali. Jaz sem potem to napisal in se je videlo, da smo različni. In Kučan je to vedel in je tudi bila ideja, da bi mene po Pitu odvzeli in me dali v delo za uredništvo dela. No, po Pitu je rekel, ti ne boš šel nikamor. Jaz sem tako ostal njegov svetovalec do konca. Tako da se poskusi, da bi popital samo, torej, da bi mu vzeli besedo, ni uspelo. Popit je mu zmeraj ob sebi mene, ki sem mu pravzaprav povedal, kaj je treba tu in tam povedati. No, ampak Popit nekako, Jokl po partizansko, funkcionira nekako kot neka trda linija partije. Ali kako je s tem? Jaz mislim, da je to zmotno prepričanje. Popit je bil zelo razgledan in preprosto luciden človek. On je bil, tako je vedel, zakaj gre. Tako da on ni bil nič odvisen od nekih kvazi informacij, ampak je vedno vedel, kaj je v besedi Kučana tisto, kar je treba slišati in kar je tisto, ko se ne treba pozabiti. Tako da on je bil, rekel, zelo luciden in zanimivo je, on je na teh partijskih kongresih v glavnem spregovoril, potem je pa oči zaprl. Ampak je vse vedel in dokler je on govoril, ko je nehal govoriti, je odprl oči in je točno povedal, kar mu gre tistemu, ki je govoril. Tako da on je bil pravzaprav trd do političnih tekmecev, pa zelo ljudski do ljudi in široke baze, kot smo takrat rekli. Tako da on je predstavo njemu kot neke trdi liniji je po mojem bolj nakladanje, zato da ga mu vzamemo človeštvo. A se je on mogoče kaj sestal po letu 90, po teh spremembah v Jugoslaviji, oziroma ko je Slovenija šla že počasi na svoje, z Janezom Janšo? Jaz ne spomnim, da tega kdaj je prišel. On ni imel, rekel, namena, da bi se z Janšo kaj sestajal. Po moje se ni, vem, ne. Tako da, ker on se tudi z drugimi ni sestajal. On je imel ob sebi takrat stanovnika pa zato, ker sta bila partizani na Notranjskem. Skupaj. On je bil predstavnik partije, Janez Stanovnik pa krščanskih socialistov. In ona sta vojno preživela skupaj in sta imela iskrene, odprte medsebojne odnose. In tako je pravzaprav tudi takrat, ko je bila ofenziva na Notranjskem, tudi takrat sta bila nekako povezana, tako da, ko je prišlo enkrat, kdo bo nadomestil Franceta Popita, je takrat Popit odločil, da bo to Janez Stanovnik. Zaradi teh skritih odnosov. Ker Janez je bil pravzaprav vse življenje krščanski socialist in njega je takrat v Kardel vzel sebi zaradi izobraženosti, razgledanosti. In hkrati mu je pa kar avtomatsko vključil v partijo brez njegove vednosti. Tako da je Janez je postal krščanski socialist in s Popitom imel dobre odnose, pa tudi s Kardeljem. Ker te fantje so bili, bi rekel, zelo razgledani, politično elokventni in so natančno vedeli, da je treba pravzaprav slovensko politiko povezati dvoje stvari. Ena je ta laičnost, ki jo je predstavljala takrat kasneje Kučanova zveza komunistov takrat, in pa, bi rekel,
to levo krilo. Ki je pa seveda v začetku je bilo to leninistično partija in ta misel, ki je bilo v jedru takratne partije in Zveze komunistov, kasneje, hkrati pa je šla zelo hitro po svoji poti. Tako da to ni tako enostavno. In recimo Hitlič je bil človek, ki je bil za Ruse nesprejemljiv. In nikoli ni bil v Rusiji. In on je takrat 50. leta, ko se je odpovedal centralnemu planiranju, to povedal, da je leta 28, ko je Stalin takrat sprejel zakon o planiranju, centralne planiranje, je takrat rekel, da je Stalin, to si naredil veliko napako. In od takrat naprej se v Sloveniji ni več centralno planiralo, ampak je Kardelj domislil samoupravno družbeno planiranje, ki je lepo počasi šlo in je v 70 letih zaustavilo, preraslo v nov sistem družbeno-ekonomskega planiranja, ki je potem živel celo 80 leta do začetka 90-ih. No, ampak pojdiva zdaj na plebiscit, Ja. na samostojno Slovenijo. Ne? Leta 2010 si napisal knjigo Plebiscit 1990. Ja. To je ta knjiga. Zakaj? Ja, jaz sem napisal več knjig, 6 knjig, Ja. ampak ta je ena prvih. Zadeva je bila v tem, ker Demos, ta famozni Demos, ni imel nobene prave ideje, kako iz te težav priti. Mi smo takrat v SDR, takratni Socialistični stranki Slovenije, je nas bilo nekih 6-7 fantov, med njimi brat Rotar, Vojko Volk in tako naprej. In smo takrat tuhtali, kaj je treba narediti. Jaz ne vem, kdo je prvi omenil, da je treba s plebiscitom nastopiti. Ali je to verjetno brat Rotar, ki je bil zelo seznanjen z politiko Francije. On je francosko zgodovino poznal in je on takrat verjetno se domislil, da je plebiscit prava rešitev. No in potem smo mi to prediskutirali in so se zmenili, da bom jaz tisti, ki bom to navzven širil. Smo se pa tudi domiselno zmenili, da bomo to predlagali v 3 zborih. V zboru občine, v zboru Združenja dela, tam je Ivo Danev, to je prvi prebral, ker je bilo po vrstnem redu prvi zbor sklican družbeno-gospodarski zbor. No, glavno je bila pa diskusija v DPZ-ju, kjer sem pa jaz imel prevzel glavno besedo. Tam pa sta bila 2 zelo zanimiva in spoštovanja vredna človeka. En je bil ta, ki je bil vodja poslanske skupine Demose, to je Zagožen, profesor Franc Zagožen, ki je seveda intimno bil za plebiscit, ampak je rekel, veš kaj, to v Demosu ne bo šlo skozi. In s tem, da ne bo šlo skozi. Iz kakšnega razloga, prestižnega? Ne, zato, ker Demos ni imel nobene ideje, kako iz tega. Oni so mislili, da to pomembno je bilo z lastninsko spremembo narediti in potem bo to šlo samo po sebi naprej. Drugi je bil pa izredno, je bil pa vodja poslanske skupine prenoviteljev, to pa je ta najboljši poslanec vseh časov, pomagaj mi reči. Potrč? Potrč. No in zanimivo, da takrat na začetka sta bila ta 2 človeka vsak sebi. Ampak zelo hitro je Zagožen ugotovil, da je treba
tem poslancem sodelovati. In potem sta lepo družno sodelovala v DPZ-ju in tako da smo takrat ta dva in jaz bili tisti, ki smo si žogco podajali. In jaz sem takrat imel neko predstavitev tega dovolj obširno in potem so se oglašali drugi. No, med njimi je bila edina poslanka od Demosa, je bila moja rojakinja, ki je žiral doma. No. Pomagaj mi reči. Demosova poslanka. Demosova. Kako zdaj je pravzaprav, se je vzela. In ona je bila noter zato, da bi krotila Levico. Ampak z Levico ni imela nobenih težav. Glavne težave je imela z Demosovimi poslanci, predvsem z krščanskimi. Oni so neuki in so vedno nasprotovali in plebiscitu in vse sorta. In ona je pravzaprav njih morala držati z nami, pa ni imela nobenih težav. Bili so pa, bi rekel, zadržani tudi prenovitelji, ampak bolj zato, ker so se bali tega kompleksa vojaškega. Tako da prenovitelji so bili za plebiscit, ampak seveda morda malo kasneje in morda nekoliko bolj z občutljivo roko to narediti. Tako da je približno tako je izgledalo. Takrat, ko smo po celodnevni razpravi zaključili in takrat je bil predsednik DPZ-ja, ta pravnik z Maribora, ki ni bil tako aktiven, tam je bil Tone najbolj aktiven, ta kasnejši minister za kulturo. Ta je bil in on je potem zaključil in France je rekel, da bo to rešil na Demosovi, ampak tam so pa takoj blokirani in 3 tedne se ni nič zgodilo. Potem seveda je pa očitno naredil, zdaj so to ugotovili, ampak je pa že takrat znano, in da jih je France nategnil, prepričal tako, da je rekel, da bodo imeli neko sejo, ne vem kaj. In ko se je Demos zbral, je France povedal, razprava bo o plebiscitu. Zdaj je to spomenka odkrila in je razglasila kot veliko odkritje, ampak je bilo takrat jasno, ko smo imeli te pogovore z njim, da jih bo moral France na nek način z ukano spraviti za mizo in prepričati. In takrat je bilo pa že vmes 14 dni diskusije in so takrat vsi v Demosu stvar sprejeli. Zdaj tisto, kar pa ni, pa so pa potem te intelektualci znotraj Demosa to začeli razglašati, kot da je njihova pobuda. On pri tem niso imeli popolnoma ničesar. Tisti, ki smo to peljali, je Demosov poslanec France, pa potem Potrč in takrat Socialna stranka oziroma jaz smo takrat to peljali naprej in potem, ko je bilo pa to enkrat razglašeno, je pa enkrat smo spravili skozi tudi zakon in je takrat to se s tem strinjal tudi Šuštar. On na začetku ni bil, nič ni govoril. Zato, ker je bilo... Šuštarja, misliš, nadškofa. Zato, ker je, pa je on bil njih tako za plebiscit, ampak vedno je imel kompleks svojega predhodnika. Škofa, ki je takrat pajdašil z Nemci in domobranci. No in tako je, ko pa je bil sprejet zakon, je pa Škof nastopil kot pravi vodja, torej
da vernike poziva k podprtju plebiscita. No, omenil si, da na predlog socialistične stranke, ki si jo takrat vodil, Demos sprva je reagiral tako, da je to nesprejemljivo. Šele čez 3 tedne po raznih diskusijah so nekako kupili to idejo plebiscita. Ampak zanima me, a je bila v opoziciji, takrat ste bili v opoziciji, socialisti, in tudi skupaj s prenovitelji. A je bilo v opoziciji tudi, a je bila opozicija glede tega enotna ali ni bila enotna? Jaz mislim, da ni bila enotna. Tudi prenovitelji so predvsem se bali Jugoslavije in njene vojske. Zato oni so menili, da je bila plebiscit prezgodna ponudba. In so oni pravzaprav bili tu nekoliko zadržani do tega. Ampak potem, ko je to začelo vse kotalitve javnosti, so pa oni pravzaprav to sprejeli. Je pa res, da prenovitelji so vedno heterogena družba. So bili tudi tam noter ljudje, ki so bili za plebiscit od začetka in taki, ki so bili za plebiscit, ampak ne od začetka. Tako je bilo, da te prenovitelji so veliko več bili, niso bili stabilna stranka. So vedno imeli neke dodatne razloge, zato so oni nekako živeli in tudi so bogi, zato ker nimajo programa, nimajo jasne misli in ljudje jih odklanjajo. Ampak danes se dogaja tudi to, da si mnogi lastijo zasluge. Ja, to je znano. To je pa, mislim, ta razumni del intelektualcev, mislim, da predvsem Hribar. Akademik Hribar je pameten človek in on ve, da Demos ni imel ključne vzvode v rokah. In on ni predlagatelj plebiscita, plebiscit je pa ključna točka osamosvajanja in Demosa. In zato je on skušal ves čas govoriti, da so oni predlagatelji plebiscita in tako naprej. In njegov partner, ta ustavni sodnik, tudi. Misliš Jambreka? Jambrek. Je pa Jambrek lansko jesen imel intervju in je tam povedal, da plebiscit so predlagali socialisti. Naslednji teden v Sobotni prilogi je pa Hribar obračunal z njim zelo na trdo. In jaz sem mislil, da bo potem reakcija njega temu primerna, ampak ni bilo. Od takrat sta, mislim, da Hribar in ta sodnik vsak sebi. In da od takrat naprej je po mojem zadnja branilec pobude o plebiscitu, da je Demosov propadla. Od takrat moram pa reči, da so celo zgodovinarji, ki so bili Demosovi, od začetka že napisali stavek, predlagatelj plebiscita je socialna stranka. Pika. No, pri tem me še zanima vloga Lojzeta Peterleta, ki je bil takrat predsednik vlade, ker namreč v tej tvoji knjigi o plebiscitu pišeš, posebej mi se je zanimiv ta odstavek, bom ga kar citiral. Namreč v tej knjigi pišeš, da je Lojze Peterle v soboto 13.10.1990 na avstrijski televiziji dejal, zdaj pa kar citiram: "Mislim, da bi bilo za vse v Jugoslaviji najbolje, če bi vzpostavili konfederacijo. Za nas je odcepitev le nadomestna rešitev. Slovenijo nekdo želi izriniti iz Jugoslavije. Mi pa menimo, da bo najverjetneje prišlo do konfederacije s Hrvaško." Konec citata. Ja, Peterle je svojski človek, tako da on je postal predsednik vlade
na zahtevo na podlagi dogovora Demosa, da bo predsednik vlade tisti, ki bo relativni zmagovalec. Ne. In ker so bili krščanski demokrati relativni zmagovalec, je on postal mandatar. Seveda, da je Lojze pa nimal nobenih izkušenj, ono, drugo, tretje, to se ve, in je on pravzaprav v Beogradu ni bil številna količina, v Demosu tudi ne, je bil v glavnem odvisen od mnenja tako imenovanih izobražencev Demosa. In on je pravzaprav, dokler tam niso doumeli, da je plebiscit edina prava pot, je on puščal vse možne variante. In to je ena od teh, ne. In zato, ker je mislil, da je pravzaprav zlasti konfederacija z Hrvaško, da je prava pot. Ampak konfederacija z Hrvaško je pogubna za Slovenijo. Takrat in danes. In tako da to je treba pač razumeti, Lojzeta, da takrat ni imel jasne usmeritve Demosovih izobražencev in je potem pač takole se pomišljal. Čeprav naprej pa škoda, ker ni bil on bolj samostojen, da bi povedal, da bo plebiscit, izvedba plebiscita in tako naprej je pa stala skupščina oziroma izvršni svet. Ampak to potem, ko je bilo že vse podelano in ko je treba samo operativno to speljati. Tako da bi morali reči, realno predlagatelji plebiscita SZDR, Socialistična stranka, ki je bila mehna, ampak leva, naravnana, pravilno. Mi smo, Demos je pa potem to idejo prevzel in izpeljal. Ja. No, sva govorila zdaj o Demosu in Peterletu, ki je postal predsednik prej vlade. Bilo je pa predvideno, da bi postal predsednik vlade Jože Pučnik, ki je bil takrat predsednik Demosa sprva. Pučnik je imel sedež na Komenskega ulica v Ljubljani, kjer ste tvoja stranka in kjer si ti imel tudi sedež na Komenskega, socialistična stranka. Ne? Bila sta soseda. Ne? Kakšen odnos sta imela vidva s Pučnikom? Mi se prej nisva poznala, ampak ko so se spoznala, je pa na pobudo Jožeta so postali odnosi zelo strpni, zelo blizu smo postali. In midva so postala pravzaprav v prijateljskih odnosih. Midva so se sestajala, pogovarjala in skratka, takrat sem spoznal pravzaprav, kako je kritičen do svojih Demosovih veljakov, zlasti teh izobražencev, ki se jih je spomnil takrat, ko so ga brez podpore naporili s filozofske fakultete v Nemčijo, ker je moral nakončati študij doktorja in tako naprej. Skratka, in on je meni govoril, kakšni so te Demosovci, ničemer podobni. In jaz sem mu zmeraj rekel, veš kaj, Jože, tako slabi niso, boš videl, ne, ampak čas se je izkazalo, da so oni lažnivi kruksi, da imajo predstave zgolj želijo svoje interese uveljaviti. Zato se je potem začela ta igra z univerzami in tako naprej. Tako da midva s Pučnikom sva bila pravzaprav zelo blizu in se o vseh stvareh pogovarjala. Nekateri moji so bili včasih zraven, večinoma pa ne. Jaz sem pa postal, bi rekel, prav v prijateljskih odnosih s Pučnikom in njega sem predvsem cenil zato, ker je bil tako kritičen do svojih Demosovih prijateljev, ki pa so bili pravzaprav zelo slabi, moralno neprimerni glede na vlogo, ki jo imajo. Tako je bilo približno. Tako da je on bil
kritičen predvsem do Demosovih, manj pa do recimo, socialistov sploh. Kako je bila pa zgodba med njim in Janšo? Jaz mislim, da je, tudi o tem smo mi dogovorili. Jaz sem rekel, da to, da ti predaješ stranko Janši, ni dobro. Ja, je rekel, veš, jaz to vem, ampak nimam druge. Janša je sposoben to peljati in jaz mu bom to prepustil. In je on pravzaprav kljub pomislekov, ki jih je imel do Janša, je takrat stranko predal Janši. Hkrati pa seveda so te fantje Janševi so se takrat spremenili stranko iz socialno-demokratske zdajšnjo stranko, ampak se pravi, vse z namenoma zato, da je Janša iskal eno podporo v Evropi. In on je takrat, socialni demokrati so ga dali na čevelj in je on videl v tej desni grupaciji možnost, ampak tudi tam ga je polovica odklonila. Tako da je pa potem se izkazalo, da je Jože slabo potegnil, ker so potem ti isti, ki ga iz stranke dali na hladno, dali so mu tam neko funkcijo pregled teh vojnih pobojev, tisto stvar je začel in na koncu je osamljen umrl. Tako da je, da se sklicevati na njega pomeni, da se ne spomnijo, kako so z njim ravnali takrat, ko je Jože bil pri moči. Viktor, mislim, da leta nekje 1994 si nekako se izklopil iz aktivne politike. Zakaj? Ja, jaz sem bil človek, bi rekel, dejanj. In dokler je ta stvar kazala na to, da nam za nekaj gre, da nam gre za samostojnost, je mene to pritegovalo. Poslej se pa začeli zgolj odnosi med prepredljivi. Začela se je borba za dediščino in tako naprej. In ta stvar za mene ni bilo več zanimiva. Jaz nisem človek, ki bi se prepiral za oslovo senco in sem takrat ocenil, da tega več se ne grem, ni več moje torišče, ker jaz stranke nisem nikoli razumel kot, sem razumel kot neko skupino ljudi, enotnih ugledov, ki se borijo za neke cilje, ki so v široki množici, zrače blizu. Takrat naprej je pa to šlo zgolj za vodci potegne, ki je bil kdo potegnil, kakšno podjetje. In tako naprej, to pa ni bilo več za mene torišče in potem sem jaz se umaknil. In s to firmo, ko sem je takrat že imel s fanti, nadaljeval in sem zelo zadovoljen. V redu. Hvala za ta pogovor. Ja, Božo hvala. Jaz se opravičujem, ker me je kaj prizadela, malo težko govorim, ampak bistveno sem, mislim, da vendarle povedal. Hvala. Enako.